Spoštovani predsednik vlade, dr. Miro Cerar, ministrice, ministri, župani, vsi udeleženci današnjega razvojnega dialoga za Posavje, dobrodošli. Na današnjem razvojnem dialogu bomo v prvem delu poprosili predsednika vlade, ministrice, ministre, da na kratko povzamejo danes zelo pester dan. V drugem delu bomo odprli prostor za razpravo, vas bomo povabili, da to, kar še morebiti danes ni bilo odprto, da odpremo tukaj skupaj, še kak odgovor tudi podamo ali pa zgolj prisluhnemo kakšnemu od razmišljanj, usmeritev za boljšo prihodnost vaše regije. Preden pa začnemo, pa bi prosil gostujočega župana Krškega, gospoda Mirana Stanka, da nas tudi nagovori. Izvolite, gospod župan. Ja, gospod predsednik vlade, cenjeni ministri, vsi gostje, en lep dober večer vsem skupaj. Seveda najprej lepo pozdravljeni v Posavju, čeprav smo že na koncu, ko v bistvu zaključujete vaš obisk, vendar mislim, da smo veseli, da ste obiskali Posavje. Posavje, ki ga združuje 600 občin, približno 75.000 prebivalcev in katerega skupni imenovalec je reka Sava s svojimi pritoki. Lahko rečem, da je naše gospodarstvo in celotna regija je kar živahna, najbolj pa seveda nas zaznamuje reka Sava s svojimi elektrarnami in z vsem ostalim. No, verjetno ste danes že dobili vtis vsem, ko ste obiskali vse te, po agendi gledano tako veliko teh obiskov, skratka, da ne bi o tem. Jaz vam želim uspešno delo še naprej, tudi danes, in pa prijetno bivanje še v Krškem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod župan. Tudi en aplavz si zaslužite zagotovo. Gospod predsednik, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za ta še enkrat lep izrek dobrodošlice. Hvala vsem županom in vsem, ki ste nas danes v Posavju tako lepo sprejeli, pa seveda tudi delovno, da smo lahko z vami izmenjali mnenja in seveda dobili tudi koristne pobude, tudi kakšno kritično misel, ki jo bomo skušali upoštevati pri svojem delu, kajti to je glavni namen takega obiska, da pridemo direktno k predstavnikom različnih, bi rekel, dejavnosti v lokalnem okolju, da se odkrito pogovorimo o izzivih, tudi težavah, da vidimo, kje lahko vlada priskoči na pomoč, kje morda česa še nismo postorili v zadostni meri in da vas seveda spodbudimo, da tudi sami na nek način iščete čim boljše rešitve, dobite čim boljše ideje, kajti kdor ima sam idejo, lažje potem prepriča tudi drugega, se pravi vlado, da mu priskoči na pomoč oziroma sodeluje. Moto mojega vodenja vlade je sodelovanje. Včasih to ni tako enostavno v Sloveniji, navajeni smo bili iz preteklih obdobij, da se je veliko raje včasih nagajalo, metalo polena pod noge. Jaz mislim, da zdaj, ko spet rastemo, ko se razvijamo v neko pozitivno smer, ugotavljamo počasi vsi skupaj, da kljub temu, da nismo na istih valovnih dolžinah tu in tam, moramo v skupno dobro ljudi sodelovati. Se pravi, tako vlada, lokalno okolje, tako bi rekel različni deležniki v družbi in na tem bomo, upam, skupaj lahko vztrajali, kajti samo to Sloveniji prinaša razvoj, ki je trajnosten, ki je seveda nek dober razvoj za prihodne generacije. Obisk smo pričeli z delovnim posvetom vlade, obravnavali smo predvsem dve točki. Najprej smo govorili o protipoplavni zaščiti, torej gre za nekaj, kar smo že od leta 2014 zelo močno vtisnili v našo zavest. Jaz sem takrat sklical neko delovno sejo vlade takoj po nastopu tega mandata, da storimo čim več za to Slovenijo in tudi posebej za Posavje na področju poplavne varnosti. Jaz mislim, da se nekateri rezultati kažejo že zdaj. Nadaljujemo seveda z deli in to je neka naša temeljna preokupacija, da torej to protipoplavno zaščito gradimo še naprej s sprotnimi čiščenji deli in seveda z, bi rekel, dolgoročnimi postavljenimi nasipi in drugimi ukrepi, ki bodo preprečili poplave v prihodnje. V tem pogledu naj to povežem z drugo točko, ki smo obravnavali, to je energetika, še posebej obnovljivi viri energije
izgradnje energetskih in infrastrukturnih objektov na srednji Savi. Vsi vemo, da je Posavje za Slovenijo pomemben energetski bazen in da bo takšen tudi v prihodnje. Zato je bilo tako pomembno, da smo, in to ni bilo lahko, moram reči, na vladi našli način, da zberemo dovolj sredstev, torej šlo je kar za 90 milijonov, letošnje leto pa tudi lansko leto smo se v tej smeri zelo trudili, da smo lahko dokončali dela na hidroelektrarni Brežice. Izredno pomemben infrastrukturni projekt, ne samo za Posavje, tudi za Slovenijo, pa vendar projekt z multiplikativnimi učinki, primer dobre prakse, dobrega sodelovanja, tudi velikih naporov. Ampak poglejte, zdaj je hidroelektrarna tukaj, obnovljiv čist vir energije, imate na tem koncu torej umetno jezero, ki bo prineslo tudi nekaj več turizma, rekreacije vseh teh efektov in seveda protipoplavna zaščita, ki je to spremljala, in še drugi učinki bodo, tako da tega smo zelo veseli in zanesljivo bo treba v načrtu ohraniti hidroelektrarne Mokrice. Tukaj ne smejo stvari zastati, prizadeval si bom, da se bo zadeva načrtovala naprej, nadaljevala, da bo prišlo tudi do gradnje hidroelektrarne Mokrice. Veseli me, da so tudi v tej regiji pozitivni premiki na področju gospodarstva nasploh, so sicer nekoliko neenakomerni, mogoče bolj spodbudni v energetiki, manj na nekaterih drugih točkah, pa vendar danes sem obiskal nekatera zelo propulzivna, uspešna podjetja. Vidim, da na tem koncu imate res ogromno dobrih idej, ogromno, bi rekel, ljudi, ki jih znajo udejanjiti v praksi, tudi seveda to pripelje potem do novih zaposlitev. Veseli me, da je vedno manj tudi pri vas nezaposlenosti, vedno več zaposlenosti. Seveda pa so tukaj izzivi tako na področju gospodarstva, kmetijstva, splošno na vseh drugih področjih. In zavedam se, da bo treba še marsikaj postoriti. In jaz bi tu naprej prepustil besedo ministrom, da mogoče še bolj doživeto povedo, kako so se srečevali danes tukaj z vami in kje vidijo, bi rekel, bodoče izzive, kaj moramo še narediti. Tako da hvala lepa in vračam besedo našemu moderatorju. Hvala lepa, gospod predsednik. Že v sklopu priprav na obisk v vaši regiji so bile 3-4 teme tiste, ki so bile posebej izpostavljene. Zaradi tega smo se dogovorili, da bomo v uvodu poprosili ministre teh 4 resorjev, da na kratko povzamejo današnji obisk. Potem bom zaprosil tudi ostale ministrice, ministre, če boste še iz vaših področij kaj dodali, tako da bi najprej prosil ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, da z nami deli njegove vtise. Minister, izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. No, jaz sem svoj dan potem, ko smo se zjutraj srečali na samem posvetu na letališču Cerkljah, nadaljeval potem z obiskom Sevnice. Tam smo si skupaj z županom ogledali investicijo, rekonstrukcijo nadvoza preko železniške proge, ki intenzivno poteka v skladu s planom in predvideno je, da bo investicija zaključena v marcu naslednje leto. Vrednost je 700 tisoč evrov. Ni med največjimi investicijami, ki se izvajajo v tej regiji, pa vendar zelo pomembna. Županom smo se dotaknili tudi še drugih pomembnih infrastrukturnih projektov. Predvsem je seveda za Sevnico pomembna ustrezna navezanost na avtocestno omrežje. Vemo, da je Sevnica locirana nekje v območju med obema avtocestama, in je za njih zato zelo pomembno, da tudi v tem vmesnem območju se začnejo intenzivneje odvijati aktivnosti na 3. razvojni osi in seveda do takrat, ko bodo te investicije stekle, to je nekak dolgoročni horizont, recimo 10-letno obdobje, do takrat pa seveda je treba posvetiti večjo pozornost tudi obnovam in rekonstrukcijam obstoječega omrežja. Tukaj smo z županom identificirali kar nekaj projektov, precej se jih že izvaja, nekaj se jih bo začelo tudi v naslednjem letu ali naslednjih 2 letih.
Dotaknili smo se tudi problematike kolesarskih poti, kolesarskih povezav, ki so zelo pomembne za turizem v tukajšnji regiji, tako da tudi temu področju na vladi posvečamo ustrezno pozornost. Potem moram reči, da sem svoj obisk nadaljeval na srednji šoli, v Krškem srednji šoli, kjer so mi dijaki predstavili svoj solarni avto, s katerim so že 2 leti zapored uspeli požeti svoje prvo mesto na tekmovanju solarnih avtomobilov. Skratka, to je nekaj, kjer smo bili priča, bom rekel, zelo lepemu povezovanju torej tega, kar se dijaki v šoli učijo in potem prenosu tega znanja v prakso, in to prav na področjih, ki so seveda za naše gospodarstvo, za naš razvoj, za razvoj mobilnosti zelo pomembna. To je torej ekološka vozila, električna vozila, in tukaj je bil še sploh dodaten napredek, kjer je vozilo narejeno pravzaprav podprto solarnimi celicami. Dijaki so zelo aktivni tudi na ostalih področjih, zelo se povezujejo z gospodarstvom v regiji. Naredili so simulacijo uparjalnika, model uparjalnika, skupaj seveda s podjetjem Gen. Naredili so simulator upravljanja hidroelektrarn na spodnji Savi, ki jo, kot sem bil seznanjen, potem uporabljajo celo za treniranje osebja, ki se potem torej dejansko ukvarja z upravljanjem hidroelektrarn na Savi. Skratka, zelo uspešna in zanimiva, uspešna šola in zanimiva izkušnja tudi za mene kot ministra za infrastrukturo. Sledil je obisk termoelektrarne Brestanica, kjer smo si ogledali investicijo v nov plinski blok v tej termoelektrarni. Gre za zelo pomembno investicijo, s katero se bo torej z novim plinskim blokom nadomestilo stare plinske bloke, ki so pravzaprav so v izteku svoje življenjske dobe. Investicija je pomembna zato, ker bo na ta način se lahko zagotavljala ta zanesljivost delovanja energetskega sistema z zagotavljanjem terciarne rezerve, z novim blokom, ki bistveno manj onesnažuje okolje, tako z emisijami torej plinov CO2 in ostalih, kot tudi seveda s hrupom, kajti novi blok je bistveno tišji. Danes je bil izveden poskusni zagon, tako da mislim, da bo v kratkem sledilo po vsem tem uspešnem preizkušanju tudi potem svečana otvoritev. Načrtuje se tam tudi še drugi blok in po izvedenih teh investicijah mislim, da bo v celoti potem lahko možno opustiti torej proizvodnjo v starih plinskih blokih. V Krškem pa smo si ogledali investicijo, ki je tudi v teku na obvoznici Krškega z mostom Žadovinek, ki je tudi intenzivno v teku. Kmalu bo most pravzaprav gradbeno povezan in bo premostil reko Savo. Seveda dela je tam še kar nekaj potem za postoriti, tako da obvoznica bo predvidoma ta faza zaključena v začetku leta 2019. Že v naslednjem letu bodo sledili razpisi za nadaljevanje te investicije, tako da bo potem kompletna investicija v vrednosti 13 milijonov evrov zaključena nekje po pričakovanjih do konca leta 2019. Ta investicija je podprta tudi z evropskimi sredstvi v višini 8,7 milijona, tako da računamo, da bo to tudi en pomemben projekt, ki bo pomembno potem prispeval k boljšemu odvijanju prometa v regiji. Tukaj ne smemo pozabiti tudi obvoznice v Brežicah, ki je pomembna potem tudi v povezavi z izgradnjo hidroelektrarne Mokrice. Ta obvoznica je seveda, ta sam premostitveni objekt je nujno zgraditi, preden bo napolnjeno akumulacijsko jezero, tako da v naslednjem letu načrtujemo naročilo za izdelavo projektne dokumentacije, potem pa po načrtih bi se gradnja začela v letu 2020. Toliko mogoče na kratko te najbolj pomembne zadeve z moje strani, potem pa, če bo še kakšno vprašanje, seveda z veseljem še kaj več povemo. Hvala. Hvala lepa, minister.
Preden bom prosil za besedo ministrica Ireno Majcen, bi spomnil, da je vaša regija, tudi mesto Krško, ostale občine izredno aktivne na področju krožnega zelenega gospodarstva, da smo imeli kar nekaj posvetov, pa tudi, bom rekel, tudi okroglih miz in tudi načrtovanih skupnih aktivnosti na tem področju. Ena izmed močnejših konferenc bo tudi drugo leto maja potekala v vaši regiji v sklopu umeščanja Slovenije na področju Evropske unije in krožnega gospodarstva. Tako da bi ministrico Ireno Majcen izval tako vaš pogled na tem področju, kot tudi sicer današnji dan. Izvolite. Hvala, lepo pozdravljeni. Torej, Ministrstvo za okolje in prostor je prav gotovo tisto, ki je akcijo hitrejšega osvajanja vsega, kar je potrebno vedeti o zelenem gospodarstvu ali pa o krožnem gospodarstvu, pričelo že kar nekaj časa nazaj. Vlada je potrdila tudi sam projekt, torej z spodbujanjem znanja in vedenja o tem. Jaz se zahvaljujem tudi državnemu sekretarju Tadeju Slapniku, ki je prevzel težko, zahtevno nalogo, da se to znanje, to vedenje in pa iskanje izkušenj iz terena pravzaprav po celotni Sloveniji odvija. Tako da je v krajih, kjer smo, torej v Posavju, že veliko objektov, veliko industrije prilagojeno tem zahtevam in tem možnostim, ki jih iščemo pri varovanju naravnih virov in pri iskanju seveda poti, da bi tudi v prihodnje, v proizvodnji ali pa v vsakdanjem delu bili pozorni na to, da je treba varovati naravne vire. Če sama strnem ta današnji dan, je seveda obisk občine Kostanjevica bil ta prvi terenski obisk, kjer sva z županom pred dobrim mesecem in pol ugotavljala pri ogledu same Brestanice Kostanjevice, da je nujno izvesti nekaj intervencijskih ukrepov, ki so bili do današnjega prihoda vlade že izvedeni. To pomeni, da je seveda vlada zagotovila in to iz letošnjih proračunskih sredstev 24,1 milijon evrov za saniranje vodotokov poškodovanih po neurju v lanskem letu. To se mi zdi zelo pomembno poudariti, predvsem zaradi tega, ker je hitra sanacija vodotokov zelo pomembna iz večjih razlogov, pa če omenim samo dva. Torej, če gremo hitro v sanacijo vodotokov, se poškodbe ne širijo in je strošek sanacije nižji. Je pa seveda v primeru, ker to se pa pri vodotokih oziroma pri deževju rado pojavlja, torej če je deževja v nekaterih mesecih jesenski in spomladanski so posebej pogosti, veliko, potem je seveda število poplav lahko kar leto za letom veliko. In Kostanjevica je prav gotovo mesto, kjer je težav z poplavami veliko. Mogoče bo kdaj prilika, da bo tudi za skupno mizo sedeli Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za okolje in prostor, saj tako sem nekako razumela župana, da bi še nekaj težav, predvsem iz naslova gradnje novih stanovanjskih hiš v Kostanjevici rešili. Je pa res, da Kostanjevica je vsaj ob mojem prihodu bila ena od točk, kjer se leta in leta ni dogajalo na vodotokih ničesar in smo v zadnjih letih že kar nekaj ukrepov izvedli. Je pa res, da tudi za naslednje leto in za naslednje leta so še predvideni ukrepi. Prav zanimivost, da malo grem še po naravni poti Ministrstva za okolje in prostor, ki skrbi seveda tudi za naravo. Župan je izpostavil težavno sobivanje z bobri. Kot kaže, se je ob vodah in Posavje je seveda bogato z vodami.
so se ustvarili pogoji za dobro življenje, ne samo bobrov, saj smo ob samem ogledu srečali tudi labode, race in seveda ta torej obvodni živelj, ptice, bobri, dobro tudi ribe, v takem okolju seveda dobro uspevajo. In naj vam zagotovim, če dobro uspevajo torej te živali, ki so zelo zahtevne, včasih tudi bolj kot mi ljudje, potem sem prepričana, da je tako okolje dobro in zdravo tudi za nas, za ljudi. Vam lahko marsikdo zavida tako dobro okolje. Nadaljevali smo potem z direktorjem Infre še oglede ostalih investicij za izvajanje protipoplavne varnosti. Vsi se spomnimo, sama posebej župana gospoda Molana, ki je bil tako malo zelo kritičen, ali bomo začeli z izvajanjem teh investicij v Krški vasi in Malencah. V Malencah se še ni pričelo, tam smo si samo ogledali te potrebne ukrepe. No, v Krški vasi pa je podjetje Infra že začelo z izgradnjo protipoplavnih ukrepov, ki na nek način kaže na to, da izgradnja bazena hidroelektrarne Mokrice seveda po. V nadaljevanju smo si še pogledali tudi te površine, saj zame je bilo zanimivo tudi pogledati, kje se potem z protipoplavnimi ukrepi nadaljuje v dolvodno ob Savi, torej ne gre samo za izgradnjo tega akumulacijskega jezu, ampak tudi za izgradnjo protipoplavnih ukrepov in to mi je bilo danes omogočeno. Zaključili smo to današnje oglede v termoelektrarni Brestenica. Torej minister dr. Peter Gašperšič je že povedal, kdaj bo otvoritev. Pred otvoritvijo pa moramo na Ministrstvu za okolje in prostor izvesti še nekaj postopkov, pridobitev uporabnega dovoljenja, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in seveda se je vodilnim zdelo primerno, da se srečajo tudi z nami, so pa tudi nam pokazali to izredno investicijo in smo res nepoznavalci energetike bili nad njimi navdušeni, tako da iskrena hvala. Toliko z moje strani, hvala. Hvala lepa. Področje zdravja bomo dali malo naprej, glede na to, da se nam je minister za gospodarstvo pridružil. Gospod Počivalšek, dobrodošli. Tako da državna sekretarka, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Dober večer, želimo vsem. Mi smo bili najprej zjutraj v Splošni bolnišnici Brežice, kjer smo imeli konstruktivne razgovore in sicer smo si razjasnili, kaj pomeni proces sanacije bolnišnic. Bolnišnica Brežice je, kot veste, vključena v sanacijski program. Sanacijska sredstva v enkratnem znesku je že dobila. Bo pa v bistvu se organizirala njena uprava v sanacijsko upravo, nadziral pa jo bo sanacijski odbor. Sanacijski odbor je 7-članski svet, v katerem bodo prisotni predstavniki vseh smeri ali pa delov menedžmenta, ki bodo pomagali sanacijski upravi, to je direktorici in strokovni direktorici pri pripravi sanacijskega plana. Tekom tega postopka bodo skupaj seveda evidentirali šibke točke, tako da v bistvu naš cilj ni samo izravnano poslovanje Splošne bolnišnice Brežice in seveda vseh ostalih splošnih bolnišnic javnih, ampak je tudi naš namen edukacija oziroma pomoč, vsakodnevna pomoč pri izzivih, s katerimi se seveda Splošna bolnišnica Brežica srečuje. Govorili smo še o investicijah, nekatere bomo izvedli, o nekaterih se bomo pogovarjali, tako da so bili produktivni vzajemni pogovori. Zelo pozitivno sem bila pa presenečena popoldan v popoldanskih urah, ko smo se pa pogovarjali z zdravstvenimi domovi. Najprej smo jim mi predstavili e-konzultacijo, to je tako imenovan e-posvet. To je v bistvu ena storitev, nadgradnja, kjer bodo lahko specialisti družinske medicine preko storitev e-zdravja komunicirali z specialisti na bolnišnični ravni. Kar pomeni, da bo s tem omogočena lažja komunikacija o določenih pacientih, ker na ravni v bistvu
informatike, ne, se pravi preko informacijskega sistema, bodo lahko specialisti družinske medicine postavljali eksaktno vprašanje o določenem pacientu, zraven priložili tudi slike, laboratorije in v bistvu s tem po eni strani ali omogočili hitrejši prehod določenega pacienta na višji nivo, ali pa mogoče nekemu pacientu, ki ima predviden nek pregled, pa recimo, da v tistem momentu ni potreben, v bistvu s to konzultacijo tudi omogočili temu pacientu, da ne gre na en nepotreben pregled, ki ga v resnici ne potrebuje. Potem pa nam je Zdravstveni dom Krško ponudil nam, državi, pomoč v tako imenovani nacionalni reševalni vaji za primer masovne nesreče, če bi recimo če bi prišlo do nuklearne jedrske masovne nesreče, ker v bistvu oni vsakoletno se educirajo z Zagrebom in v bistvu imajo znanje, ki jih mi na naši nacionalni ravni načeloma ne posedujemo in so nam v bistvu pripravljeni pomagati. To pa je v bistvu zelo se sklada z našimi plani, ker bomo že v načrtu v začetku naslednjega leta plan v bistvu z VHO-jem narediti nekakšen načrt nacionalni za masovne nesreče in tukaj nam v bistvu zelo prav pride ta njihova pomoč, tako da jaz se jim tukaj javno zahvaljujem. Zelo nas je pa presenečila tudi Zdravstveni dom Sevnica. To je v bistvu ena taka specifična občina, ne, velika občina z redko poseljenostjo in tudi tukaj so zelo proaktivno v bistvu posegli v svoj problem in sicer so v bistvu aktivno izobraževali prve posredovalce. In dejansko imajo v 11 občinah, če sem si prav napisala, razporejenih 15 avtomatskih defibrilatorjev. Izvedli so že izobraževanja preko njihovega zdravstvenih domov in v bistvu čakajo, da se bo mreža dispečerska vzpostavila se bo leta 2019 in dejansko bodo ti prvi posredovalci lahko prinesli zelo pomemben korak k samemu sistemu nujne medicinske pomoči, ker kot veste, oni bodo najbližje in bo najhitreje lahko odreagirali in bojo zato efekt reanimacije najboljši. To je bilo z moje strani. Najlepša vam hvala. Hvala lepa. Minister za gospodarstvo, Zdravko Počivalšek, vas so najdlje zadržali na obisku v Posavju. Prosim, če na kratko povzamete, kje ste bili in katere poudarke bi danes delili z nami. Izvolite. Ja, hvala vsem skupaj. Lep pozdrav gospodarstvenikom, gospodarstvenicam, županom regije. Po posvetu vlade na letališču smo imeli posvet z gospodarstveniki tukaj v Krškem. Izpostavil bi predvsem problematiko, ki sem jo slišal na temo čezmejnega opravljanja storitev. Govorili smo o razlogih, zakaj moramo ščititi našo šengensko mejo na severu zaradi gospodarske navezave. V vsakem primeru pa so nam že tukaj gospodarstveniki izpostavili problem števila in pa kakovostne delovne sile. V nadaljevanju sem obiskal 2 podjetji v Sevnici in sicer Siliko, zelo prodorno podjetje, ki za avtomobilsko industrijo proizvaja dele, je dobavitelj vseh glavnih blagovnih znamk. Problem širitve je naslonil na nas kot vlado in tukaj smo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, ker je v sklopu tega podjetja en propadajoči dvorec, iskali ali pa smo se dogovorili za en razgovor, na katerem poskušali najti rešitev, na kak način bi na nek način en del tega ohranili, na drugi strani pa omogočili podjetju širitev in zahvaljujem se Ministrstvu za kulturo za to, da je svojim predstavnikom res pokazalo po mojem mnenju konstruktiven pristop in verjamem, da bomo v relativno kratkem času našli rešitev na tem področju. Skupaj z županom Sevnice smo bila potem že od Silika v podjetju Tanin Sevnica.
kjer sem se pač seznanil z eno specifično, zanimivo, stabilno, dobro proizvodnjo, ki ima dodano vrednost preko 72.000 evrov na delavca. Gre na prvi pogled za fizično proizvodnjo, v bistvu pa gre za visokotehnološko proizvodnjo, kjer je potrebno veliko znanja in ena želja direktorja Mirta na koncu meni in pa županu, pa tudi predsednik vladi, da bi vlada vsako leto prepolovila število predpisov in zakonov, ki jih na novo sprejmemo. In pa zdaj sem pač ta obisk zaključil srečanjem s podjetji iz tako imenovane gramoznice v Krški občini, ker sem pač imel srečanje s 5-6 zelo propulzivnimi podjetji, ki so nekatera s tradicijo, nekatera v tuji lasti, ampak v vsakem primeru se ta cona strahovito razvija in verjamem, da grejo pač te gospodarske zadeve na tem področju strmo navzgor. Moram reči, da sem tudi tukaj ponosen nad tem, kar se dogaja, odvija in razvija tudi mimo nas, vlade. Hvala lepa, minister. Zdaj bi prosil še ostale ministre, ministrice, če bi še karkoli poudarili, dodali. Gospod Peršak, izvolite. Ja, jaz bi se oglasil predvsem zaradi tega, ker se mi zdi na podlagi tega, kar že odprej vem o potencialih in kulturni dediščini te regije in to, kar na podlagi tega, kar sem videl danes, bil sem pa naj omenim v otroškem vrtcu v Kerinovem Grmu, kjer se mi zdi, da izvajajo en zelo dober program za na nek način opolnomočenje romskih otrok iz tega naselja. Poleg tega sem bil v galeriji v Kostanjevici, v Valvazorjevi hiši, v Mencingerjevi hiši, v Krškem muzeju, v Krškem in galeriji in nazadnje v muzeju v Brestanici oziroma na gradu Reichenburg. Rad bi to izpostavil prvič, to, da občine na tem področju, to danes lahko nesporno rečem za občino Krško, zelo veliko vlagajo v obnavljanje kulturne dediščine, da so zelo pozitivni primeri, tako kot je Mencingerjeva hiša, kot je obnova Valvazorjeve hiše oziroma muzej in to, kar se je seveda zgodilo in kar danes predstavlja grad Reichenburg. Poudarjam pa to zaradi tega, ker je v tej regiji tudi izjemen potencial za razvoj kulturnega turizma. To je, lahko rečemo, slovenska dolina gradov, ki se mirno lahko primerja z tem, kar veliko bolj slavna, recimo francoska, dolina gradov predstavlja. Programi, ki se odvijajo v teh gradovih tu, so zelo zanimivi za številne obiskovalce in jaz mislim, da z neko tudi podporo strani države pri promociji kulturnega turizma in te vrste destinacij, kot temu rečejo v turizmu, lahko ta regija tudi na tem področju veliko pridobi in bo seveda še v večji meri, kot že doslej, prepoznala, da je kulturna dediščina lahko tudi velik gospodarski potencial, kar prinaša številne multiplikativne učinke na področju gostinstva, hotelirstva, trgovine in tako naprej, kadar to res zaživi. Mislim pa, da obstajajo dejansko vse možnosti. Krško ima zelo lepo in kot potencial pomembno mestno jedro, isto velja seveda za Brežice, Brežiški grad in tako naprej, tako da tu so možnosti res velike. Hvala lepa, minister, predvsem, da ste v tudi
prihajajočem se letu 2018, Evropskem letu kulturne dediščine, opozorili na to. Številne priložnosti so pred nami in hvala lepa. Minister za javno upravo, gospod Koprivnikar, izvolite. Hvala, če še sam malo prispevam k tej debati. Mi smo se sestali tudi z predstavniki lokalnih skupnosti, pogledali, kaj se dogaja na tistih področjih, ki jih pokrivamo na Ministrstvu za javno upravo. Med drugim tudi ugotavljamo, da se je nekaj sprememb naredilo na urejanju mejnih prehodov, da je promet manj obremenjujoč za lokalno skupnost. Ugotavljamo, da se vlaganja v infrastrukturo državno dejansko tudi krepijo, tudi za naprej so načrtovana. Ne nazadnje z veseljem povem, da pričakujemo še en kar močan razpis za vlaganja v široka pasovna omrežja, ki so za razvoj teh krajev in razvoj novih dejavnosti posebej pomembna. Veliko je bilo govora tudi o zagotavljanju prisotnosti vladnih služb na terenu, v občinah, se pravi upravnih enot, uradov, FURS-a in tako naprej. Tukaj vedno znova ostajamo v dialogu, vendar tudi sam poudarjam, da moramo vedno skrbeti za racionalnost delovanja, ampak po drugi strani biti v stalnem dialogu z lokalnimi skupnostmi, s katerimi pa tudi imamo veliko, mislim, da dobrih izkušenj pri menjavi premoženja, se pravi med državo in lokalno skupnostjo, za kar obstajajo možnosti, to se dejansko izvaja, vendar so zelo ostri tudi pogoji. Opozoril bi pa tudi na to, da smo se sestali tudi kot vedno z predstavniki nevladnih organizacij. Jaz predlagam vsem, da z njimi res intenzivno sodelujete, hkrati pa vedno predstavnikom nevladnih organizacij povem, da njihov cilj mora biti izboljšanje situacije v okolju, ne pa samo lastna dejavnost. Se pravi, da vse nevladne organizacije delujejo v tej smeri. In če dodam še malce na to temo predpisov, ko je bilo prej rečeno, ja, mogoče res nimamo, če samo štejemo predpise pa zakone in podzakonske aktov, prav lepih rezultatov, glede na to, da vsi načelno smatramo, da bi morali število predpisov zmanjšati, ko pa vprašamo, katerega ne potrebujete, pa vse rabimo. Da sem zelo po domače povedal. Ampak mi tu kar uspešno delamo nekaj drugih aktivnosti, se pravi, zelo aktivno je sodelovanje z gospodarstvom pri konkretnih problemih, ki jih bremenijo. Zelo veliko smo naredili na avtomatizaciji procesov, se pravi, da se ne izpolnjujejo več obrazci, ampak se računalniki med sabo zmenijo. Ne nazadnje, posebej v vladnem poslovniku smo spremenili, da vsak zakon mora imeti ločeno opredeljen vpliv na lokalno skupnost, ne samo skupnega, in pa prav z naslednjim letom Ministrstvo za gospodarstvo prevzema tudi nalogo izvajanja tega tako imenovanega MSP testa, ko bojo za vsak predpis neodvisno ocenili, kako bo ali ne bo bremenil lokalno skupnost ali neko gospodarsko dejavnost. To so tisti učinki, ki ne glede na to, kakšno je število predpisov, pa dajejo gospodarstvu in lokalnim skupnostim pa konkretne rezultate. Nazadnje, ko smo jih izmerili, za zadnja leta je teh poenostavitev izračunano v denarju za preko 360 milijonov evrov letno na nivoju celotne države, samo z temi avtomatizacijami in zmanjšanjem teh obremenitev. Delo je pa nikdar končano na tem področju. Hvala lepa, gospod minister. In sedaj, kot rečeno, odpiram prostor za razpravo. Lepo vas prosim, da ko boste spregovorili, da se predstavite, da postavite vprašanje, delite kakršnokoli misel z nami, tako da je tudi gospa z mikrofonom, z dvigom roke. Lepo prosim. Izvolite, gospod v sredini. Dobar dan, jaz sem Peter Žigante iz Sava projekta iz Krškega in ker sem zelo rad praktičen, bi sam na eno stvar odgovoril. Minister Počivalšek je omenil, da je v Sevnici firma Siliko želi se razvijati. Mimogrede, ta problem rešujemo v naši firmi že 2 leti in ker ste pokazali takšno voljo pomagati firmi, mi smo že par rešitev za njo naredili. Z Ministrstvom za kulturo bili že od 4-krat v stikih, imamo že njihov 3-kratni odgovor, pa da boste lahko hitreje reševali, ker si to firma Siliko zasluži in direktor ne misli podreti vsega za sabo, ampak misli komponirati v svoj kompleks in zadržati neki del kulturnega videnja cele stvari, ne more pa v tem strogem režimu. Imam samo eno vprašanje, če mi zdaj ali kakorkoli danes poveste, komu od vas pošljemo celo gradivo, ker boste tako bistveno hitreje prišli stvari do dna, ker je že 3/4 stvari narejeno, samo dovoljenja še nimamo. Hvala lepa.
Hvala za vprašanje. Bomo potem povzeli odgovore. Izvolite naprej. Pravi minister, da bo kar odgovoril. Izvolite, minister. Zaključek tega obiska danes je bil v tem, da naše ministrstvo zorganizira delovni sestanek z namenom najti rešitev problema, in sicer z podjetjem Siliko, njihovimi arhitekti ali svetovalci, verjetno vami, predstavnikom Ministrstva za kulturo. To nameravamo narediti iz dveh razlogov ali pa na osnovi dveh. Najprej zato, ker je v novem zakonu, ki bo šele sprejeto o investicijah, predvideno, da je Ministrstvo za gospodarstvo na nek način koordinator takih zapletenih investicijskih zadev, in bomo potem delali že preden bo ta zakon sprejet. Drugič zato, ker imamo nekaj izkušenj na tem področju. Tretjič pa moram povedati, da je danes Ministrstvo za kulturo pripravilo ali pa predlagalo 3, po mojem mnenju, kar konkretne predloge, po katerih bi pa lahko prišli do cilja. Se pravi, danes nismo imeli tam nekega stališča na okopih, ampak sem začutil, da bi lahko prišli do konca. Dogovorili smo se, da mi skličemo ta sestanek v najkrajšem možnem času in da najdemo rešitev. Jaz moram reči, da sem zmeren optimist glede na slišano danes. Hvala lepa. Izvolite. Še kakšno mnenje, kakšno vprašanje? Izvolite. Gospa Petra. Pozdravljeni, Petra Jazbec, Zavod Veles. Rada bi izpostavila en lep primer danes. Sem iz sektorja NVO in tudi gospod Tadej Slapnik je bil del te okrogle mize, ki smo jo danes imeli. Predvsem se je izkazalo nekaj zelo pomembnega, kjer smo bili 3 sektorji izbrani za okroglo mizo. Govorimo o okrogli mizi, ki jo je organizirala podjetna skupnost Knop v Sevnici. To je bilo, da smo slišani, da je imel vsak sektor možnost izraziti neke svoje potrebe po sodelovanju. In največji zaključek te mize je bilo to, da enostavno si damo možnost, da sodelujemo že s tem, da si izmenjamo mnenja. Iz tega so prišle osnove ven. To, da definiramo problem okolja, najdemo našo skupno vizijo, kako rešiti ta problem, in šele potem pride strategija. Vem, da so to totalne osnove, ampak težko je govoriti o nekih konkretnih, direktnih vprašanjih, če so naši temelji majavi. In okrogla miza je potekala 1,5 ure. V tem času smo samo začeli tkati tiste vezi in smo se spomnili na vsa pomembna sodelovanja, ki jih imamo v našem primeru z občino Sevnico, potem z samim ministrstvom. Pomembno je bilo, da smo se spomnili osnov in potem lahko šele gradimo naprej. Mogoče bi pa tudi povabila vas, gospod Tadej Slapnik, ki ste bili del te mize, kako ste vi videli, da date še vi svojo refleksijo. Hvala. Hvala lepa. Praktično ste povedali veliko bolje in lepše, kot bi lahko jaz. Jaz bi pač se strinjal. Podjetniška skupnost Knof, ki je gonilo razvoja zadnjih 10 let socialne ekonomije v celotni regiji, je z okroglo mizo, ki jo je organizirala, dejansko izvala predstavnike vseh sektorjev, nevladnega, javnega, zasebnega, da smo spregovorili o pomenu medsektorskega sodelovanja na področju razvoja socialnega podjetništva, in se strinjam, prav ta dialog, prav to, bom rekel, razumevanje, poslušanje na eni strani je tista osnova, na kateri gradimo. Mi smo, podobno kot je minister Koprivnikar danes omenil, veliko govorili o družbenih učinkih, ki jih nevladne organizacije, ki jih podjetja, socialna podjetja zagotavljajo, tako da tudi jaz z enimi res lepimi vtisi
tudi novimi poznanstvi iz te okrogle mize in tudi kar nekaj načrtov smo že zasnovali, ki jih bomo pridno uporabili tudi v drugih regijah in tudi na sicer nacionalnem nivoju. Hvala lepa, gospa Petra. Izvolite, še kakšno misel, vprašanje? Tam kar dve roki, izvolite. Najprej. Lep pozdrav, moje ime je Mojca Tomažin, prihajam z ekonomske in trgovske šole v Brežicah. Mislim, da se vse začne pri šoli. Mislim, da se zgledujemo po skandinavskih deželah, kjer je šolstvo izredno pomembno in mu dajo tudi država velik pomen. Zato bi rada vlado oziroma Ministrstvo za šolstvo še enkrat prosila, da dobro pogleda naše argumente, v skladu s katerimi si že več kakor 10 let prizadevamo za obogatitev programov v Posavju nasploh, predvsem pa na naši šoli. Naša šola je napol prazna, hkrati pa se naši učenci, torej posavski dijaki, vsak dan vozijo v druge regije na šolanje. Mi prednjačimo kot regija v tem. Po najnovejših podatkih za šolsko leto 2016-17 imamo od SURS-a podatek, da je takih že več kot 50, torej 53%. Mi si prizadevamo za program zdravstvena nega in bolničar. V ta dva programa se, zopet govorim za lansko šolsko leto, vsak dan vozi izven Posavja na šolanje 167 dijakov, kar je več kakor se je vozilo, se opravičujem, v lanskem šolskem letu, kar je več kakor polovica naše šole. Trenutno imamo na naši šoli 276 dijakov, v najboljših časih smo jih imeli 800, torej vidite, kak mrtev kapital leži v Brežicah, hkrati pa v sosednjih regijah šole dobesedno pokajo po šivih. Torej želimo enakomerno porazdelitev programov, in radi bi tudi opozorili na to, da smo obmejna regija in da je to, da se prazni regija na ta način, tudi na ta način, lahko problem v perspektivi. Ker ta tendenca, da se čedalje več dijakov šola izven naše regije, ta trend narašča, na to bi opozorila, veča se. Hkrati bi pa povedala tudi, da glede na to, da pazimo na ekologijo in ekonomijo, ministrstvo oziroma država na nek način to tudi podpira s subvencioniranjem prevozov. Jaz mislim, da bi bilo dobro, ko bi bile vse šole istovrstne, približno enako kakovostne in zato ni nobene potrebe, da učenci hodijo oziroma dijaki na druge istovrstne programe v druge regije. Država pa jim to iz davkoplačevalskega denarja subvencionira. Da ne govorimo o ekologiji, nepotrebnih izpuhih. Vsak dan, ko se trume dijakov vozijo okoli po Sloveniji. Zato prosim še enkrat, da našim argumentom prisluhnete in pomagate, da se naša regija ne bo praznila še naprej. Hvala lepa. Hvala lepa za vaša opozorila. Ker ministrice za šolstvo danes ni z nami, bomo ta opozorila tudi prenesli. Izvolite naprej, gospa Vesna. Dober večer, vsi skupaj lepo pozdravljeni. Vesna Hrovat, Zavod Otok, Kostanjevica na Krki. Jaz bi imela pa vprašanje za vse ministre in za vse sektorje. Namreč, kakšna je pot in kakšni so temelji, ki se bodo izvajali, da se bo realiziralo krožno gospodarstvo, to se pravi oživeli, pravzaprav spravili v promet krožni poslovni modeli, ki bojo trajnostno naravnani in bojo reševali problem v lokalni skupnosti. Moram reči, da smo s pomočjo Ministrstva za okolje in prostor lansko leto ob mesecu prostora lahko začeli na glas govoriti o
zelo veliki problematiki v Kostanjevici na otoku. Projekt se je imenoval Hiša gradi človeka, kjer je več kot 40% hiš popolnoma praznih. No in skozi projekt smo dobili zelo dobro podporo tudi od teh lastnikov, dober odziv in razvili smo ta krožno poslovni model Hiša gradi človeka. Kostanjevica kot otok je v celoti spomeniško zaščitena in tudi mislim, da je največji procent izseljenih mladih iz Kostanjevice v naši regiji. Torej, mi želimo obnoviti mesto in dati v te prazne hiše nove vsebine, ki bojo med sabo se dopolnjevale. In seveda bo to tudi poudarek na malo gospodarstvo in na razvoj turizma. Prosim za ta odgovor. Hvala lepa. Tu, če ostali dovolite, mogoče bomo potem ministra še, ampak ker ste vesno seznanjeni, da smo kar nekaj okroglih miz pri vas skupaj, tudi župan je bil prisoten, prav na temo vašega projekta izpeljali, bi pač odgovoril to, da je vlada Mira Cerarja leta 2015 sprejela operativni program prehoda v zeleno gospodarstvo, da smo v letošnjem letu pripravili izhodišča za prehod v krožno gospodarstvo, tako imenovani kažipot, da smo na regijskem posvetu o krožnem gospodarstvu v vaši regiji, kjer ste bili tudi prisotni, identificirali te prebojne zgodbe in ta zgodba, ki jo peljete pri vas, je zagotovo eden od teh primerov. Se pravi, da se načrtujete organizirati kot neke vrste razpršen hotel, ki bo povezal te lastnike nepremičnin, zagotovil eno pozitivno zgodbo pri zagotavljanju nastanitev in odgovoril na te izzive krožnega gospodarstva, se pravi, da pri zagotavljanju in izkoriščanju virov uporabite tiste vire, ki jih imate. To je prostor, ki je sedaj, kot ste opozorili, neizkoriščen. Res pa je, in o tem bo ministrica zagotovo lahko kaj več povedala, da so pa ključni izzivi, da so ti prostori prazni, protipoplavna varnost in je tudi zelo pomembno, da so ti ukrepi istočasno izpeljani, ker sicer tega interesa, to ste tudi sami v tem projektu ugotovili, za investirati, razviti te poslovne dejavnosti ni dovolj. Toliko bi jaz v tem delu, bi pa mogoče ministrica najprej vas, potem pa gospod Peršak, če boste še kaj dodali, glede na to, da je to predvsej pomembna kulturna dediščina tudi. Jaz sem zelo vesela, da je gospa izpostavila to temo. Se mi zdi, da če bojo ženske zraven, bo sigurno kaj nastalo, ker je res ta... Ker je res ta tema, ki ste jo izpostavili, je težavna. Torej, sam proces življenja, dela v Kostanjevici je v Kostanjevici bil toliko časa procesiran na nek drug način, ne takšen, o katerem se danes tukaj pogovarjamo, da se je veliko ljudi umaknilo iz Kostanjevice, da je seveda po poplavah ta škoda na kulturnem spomeniku, na kulturnih spomenikih, če štejemo pač te stavbe, zelo visoka, zelo velika in jo je težko sanirati. In zato je bila dana že v samem uvodu tudi pobuda, namreč gospod župan je postavil to enako težavo. Že pri zadnjem obisku smo gledali eno stavbo, ki je podrta in bi jo bilo treba obnoviti, zato jaz tudi predlagam, da se z strokovnimi službami ali pa z ministrom za kulturo na to temo v resnici srečamo in mogoče rečemo še kakšno ob prisotnosti, seveda, torej gospod Peršak je moški, to začetek je bil malo za hec, ker je včasih pa super, če ženske malo moške spodbudimo, a ne? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Peršak. To je vedno dobro, ne?
Dobrodošli. No, jaz vidim, če vzamem ta širši vidik, ki ste postavili krožno gospodarstvo v kontekstu kulture pa kulturne dediščine, pravzaprav na dva vidika. Seveda vsi mislimo, da je recimo obnavljanje nepremične kulturne dediščine predvsem strošek in za marsikoga ovira, tako kot je bilo malo prej slišati, lahko tudi. Če pa seveda vidimo v neki nepremičnini potencial, da lahko to postane tudi ob tem, da ohrani zunanje gabarite in da ohrani zunanjo podobo, lahko čisto sodobna upravna stavba recimo, ali pa da dobi nek program, ki je lahko tudi komercialen, pa seveda to pravzaprav pomeni nek pozitiven primer krožnega gospodarstva. In če vzamem zdaj to, bom poskušal odgovoriti z enim primerom. Vsi boste rekli, da je malo pretenciozen, ampak vendarle. V Stratfordu, to je rojstno mesto Williama Shakespearea, je bila zapuščena ulica zelo dolga, kjer so stare obrtniške hiše bile, ki so propadale, ker so te obrti propadle. V teh hišah jih je pač mesto Stratford obnovilo in v njih je danes, prej je bilo rečeno, razpršeni hotel, razpršeni dom starejših. V vsaki hiši sta na nek način nastale 2-3 garsonjere, v katerih bivajo starejši ljudje. Prvič nimajo občutka, da so v neke sorte bolnici ali pa v nekem čebelnjaku, ampak imajo občutek neke ohranitve, neke intime. Hkrati je pa ulica ohranila tisto historično podobo in je pravzaprav postala poleg Shakespearove rojstne hiše neke vrste znamenitost Stratforda. Hvala lepa, gospod minister. Izvolite, še kakšno mnenje, še kakšno vprašanje tam na vzadi. Gospod, izvolite. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jože Denžič, Zveza kulturnih društev Brežice. Jaz imam eno vprašanje za gospoda ministra za kulturo in sicer, kdaj lahko pričakujemo sprejetje zakona o ljubiteljski kulturi, ki naj bi bil podlaga za rešitev tako zvez, kako tudi delovanje društev, oziroma pričakujemo v njih tudi rešitev za priznanje lastnega dela v društvih. Pa še eno vprašanje bi izpostavil, če lahko, in sicer ali obstaja že kakšna rešitev oziroma za grad Pišece. Vemo, da je velik vložek bil tam, da je mrtev kapital, vsebine prave pa še ni. Hvala. Ja, en osnutek zakona o ljubiteljski kulturi ali pa vsaj koncept že obstaja. Mi imamo nekak vrstni red, da bi najprej sprejeli nacionalni program za kulturo, s katerim tudi nekako malo drugače opredeljujemo ali pa bolj področje sektor ljubiteljske kulture in na osnovi tega tudi to zasnovo tega zakona. Se strinjam, da je to potrebno, čeprav bo minister Koprivnikar rekel, da še en zakon več, ampak vendarle gre za zelo relevanten sektor, ki ga je po mojem prepričanju treba urediti in se strinjam z vami, kar zadeva grad Pišece. Grad Pišece je bil obnavljan z mislijo na nek program, ki pa zdaj ni več aktualen. In zdaj je treba pravzaprav najti nek program, ki bo omogočal, da bo zgradba omogočala odvijanje takega programa, ali pa mi iščemo tudi možnost, poskušamo tudi z eventualno oddajo v najem oziroma upravljanje ali kaj podobnega. Tako da se dosti intenzivno ukvarjamo s tem. Hvala lepa. Ker se nam je čas počasi zaključil, bomo vzeli še 1-2 vprašanja, gospod Ozadi, pa potem gospod župan. Bomo dali gospoda župana Brezič na koncu.
Potem bomo poprosili predsednika vlade, da tudi povzame in da našo srečanje zaključimo. Izvolite. Jure Pezdirc, podžupan občine Brežice. Danes je bila celotna vlada zjutraj na letališču Cerklje ob Krki, pa me zanima naslednja zadeva. Naše letališče je dejansko, lahko rečem, 1% izkoriščeno potencijala, ki ga lahko ima. Trenutno je to vojaško letališče, zelo malo ali pa bom rekel celo nič, pa je izkoriščen ta civilni del. Vlade v prejšnjem mandatni obdobju so celo sprejele državne prostorske načrte, kjer naj bila tudi gospodarska cona, kjer bi bili logistični centri. To letališče, naj opomnim, je na avtocestnem križu in tukaj ne samo za občino Brežice, tudi za Posavje je odličen potencial, da se razvijajo gospodarski subjekti, da dosežemo res tukaj, bom rekel, eno res pravi razvoj za občino Brežice, nekaj Posavje. In me zanima, kaj so naslednji koraki, da na tem področju naredimo končno korake naprej. Hvala lepa. Gospod Molan, ste imeli isto vprašanje? Je gospod podžupan naslovil mogoče ministrica, pa potem oba ministra. Izvolite. Ja, lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Jaz bi pravzaprav danes nas kot celotno vlado popravila. Bili smo v vojašnici Jerneja Molana. In mislim, da tukaj v tem okolju dobro sobivate z vojašnico, z našimi vojaki. Imeli smo tudi šolo in vrtec v vojašnici, tako da sodelovanje je tukaj dobro. Zdaj, kar se tiče Ministrstva za obrambo, mi smo na letališču naredili in delamo tisto, kar je bilo tudi dogovorjeno. Dobro sodelujemo tako z občino Brežice kot z občino Krško, se tudi sproti dogovarjamo, v pripravi je že tudi delovna skupina, ki bo pripravila pogodbo za naslednje obdobje od leta 2018 naprej. Kar se tiče pa samega uporabe letališča, tako tudi za civilne namene, ne le za vojaške, pa je seveda potreben tudi gospodarski interes, če gledamo zdaj naprej v razvoju razvojne cone Feniks. Zdaj to bo lahko Ministrstvo za gospodarstvo več povedalo, ampak kolikor je meni znano, ze strani gospodarskih družb pravzaprav še ni bilo nobenega interesa. Mi pa iščemo tudi v sodelovanju z občino možnosti, na kakšen način je letališče uporabno tako za civilno letalstvo, kot tudi za vojaško letalstvo, seveda preko kluba in na način, da se spoštujejo tudi medsebojni dogovori, kateri pa vem, da letalcem tukaj civilno niso najbolj blizu, se pa moramo zavedati, da je na tem področju tudi vojaško letalstvo, da imamo sedaj zaradi varovanja zračnega prostora v 15-minutni pripravljenosti tudi pilatuse in da je potrebno vse tudi upoštevati pri uporabi samega letališča. Zagotovo pa je priložnost sedaj, ko imamo gospodarski razvoj, da bo verjetno tudi gospodarstvo ponovno obudilo misli za razvoj cone Feniks. Hvala lepa. Gospod minister Počivalšek, boste kaj dodali? Jaz sam pričakujem, da bomo skupaj z gospodarskimi subjekti našli interes za izvajanje določenih poslovnih aktivnosti. V prvi fazi smatram, da je to treba narediti na nek način v sodelovanju, v vsakem primeru v sodelovanju z vojsko, vendar pa za resnejši pristop rabimo pristop k realizaciji projekta Feniks, ker bo treba tudi na drugi strani, če bomo hoteli uporabljati letališče za civilne in pa gospodarske namene, zgraditi dodatno infrastrukturo, kajti v tem trenutku lahko uporabljamo po mojem prepričanju samo pisto kot tako. Za kaj več bo pa treba tudi na tem delu nekaj narediti. Jaz mislim, da bo zdaj z gospodarsko rastjo interes na tem področju narastel. Ne moremo si pa privoščiti, da naredimo še eno letališko zgodbo brez potnikov. Hvala lepa, s tem smo izčrpali vprašanja in razpravo. Jaz bi vas, spoštovani predsednik vlade, prosil, da strnete misli in tudi zaključite naš posvet. Hvala lepa. V mislih sem ohranil besedo biti slišan, mislim, da ste vi jo prej izrekli kot predstavnica nevladnih organizacij. In jaz sem zelo vesel, da lahko rečem, da smo poslušali drug drugega zdaj
ko smo se pogovarjali, da smo bili zelo konstruktivni v pobudah, tudi kritikah in mislim, da je to pot, ki jo moramo obirati še naprej. Vlada bo zelo resno zabeležila in vzela tudi kot spodbudo vaše ideje, misli, kot je bilo tudi rečeno strani ministrov, ministric, bomo delali na teh projektih, ki so še pomembni tudi predvsem za vašo regijo. Tudi sicer se trudimo, da smo vlada dialoga, no in zato res cenim, da ste tudi vi danes bili tako konstruktivni. Naj rečem, da je zelo pomembno, da se zavedamo nečesa. Gospodarska rast kot eden pomembnih elementov, ki zagotavlja ali pa ki lahko zagotovi kvaliteto življenja, kajti na koncu je kvaliteta življenja nek kompleks stvari, ne, tudi zdravja, aktivnosti, bi rekel zdravega okolja in podobno, na kar moramo kot vlada v celoti misliti. Ampak vsekakor gospodarska rast je nekaj, kar nam prinaša večje možnosti za razvoj. Tudi regiji, seveda, v kateri smo danes, vam Posavcem. In jaz bi rekel tako, zavedati se moramo, da na gospodarsko rast ne vpliva samo neka konjunktura v svetu. Nekateri radi govorijo o tem, gospodarska rast se dogaja samo zato, ker so podjetniki odlični in ker je v svetu konjunktura. Zanesljivo to oboje drži. Naši podjetniki ste tisti, ki ste tukaj, mnogi res odlični in seveda ste tudi nosilci izvoza in drugih aktivnosti, ki jih je treba samo pohvaliti in jih ceniti. Vendar pa poglejte, varnost. Spomnite se, ravno tukaj, še posebej župan Brežic, pa tudi ostali se boste spomnili. 2015-2016, če ne bi ob tistem neznanskem prehodu migrantov zagotovili varnosti, bi trpelo gospodarstvo, trpelo bi lokalno okolje, če bi se po mestih in vaseh raztresli migranti, begunci, lačni, nezadovoljni, v stiskah, bi bili priča prizorom, kot smo v kakšnih drugih državah. Tako da to so pomembne zadeve, da nima protipoplavna varnost. Če mi ne bi izvajali sproti vsako leto ukrepov na tem področju, bi imeli že v teh zadnjih 2-3 letih tudi nekaj več poplav. Vsaka poplava pa stane veliko več na koncu družbo in onemogoči nekatere gospodarske subjekte pri delu, da samo to omenim, v večji meri, kot pa seveda stane to, da izvajamo te protipoplavne ukrepe. Še naprej bomo dajali finančne spodbude podjetjem, povratna, nepovratna sredstva, tudi zakon o spodbujanju investicij, ki je zdaj v državnem zboru in upam, da bo sprejet čim prej, bo prinesel tudi domačim podjetnikom izenačitev s tujimi. In še bodo investicije in to je tisto, kar bo prinašalo rast. Potem seveda infrastrukturni projekti, ki jih vlada direktno podpira. Tudi to pomeni zaposlovanje domačega znanja. Sem izredno vesel, ko sem tudi v vaši regiji videl in slišal od podjetnikov, da nimo Kovis, da nimo Stiles in tako naprej, od mladih, srečal sem se z nekaj mladimi podjetniki in tako naprej, da uporabljamo v veliki meri domače znanje, domače dobavitelje. To je tisto, kar tudi kreira rast iz same Slovenije in podobno. Potem seveda povezovanje šolstva, znanosti. Prav je bilo rečeno, šolstvo je nekaj izjemno pomembnega, že vrtec na nek način, potem šola in tako naprej. Učenje o vrednotah, učenje veščin, praksa. Mi ta vlada začenja izrazito močno povezovati znanost z gospodarstvom. Uvajamo vajeništvo, na ravni poklicnih šol širimo aktivnosti. In to bomo skušali tudi v vaši regiji absolutno spodbujati, kajti treba je zagotoviti večjo prilagojenost šolstva potrebam prakse, pa hkrati ohraniti tudi v šolstvu neko humanistično komponento, ki je pač potrebna v izobrazbi. Turizem. Izjemno veliki potenciali na tem področju, omenjeni so bili kulturni elementi, omenjeni je bil ta, bi rekel, okoljski element in tako naprej. Jaz mislim, da to treba izkoristiti in vlada, da nima tukaj lahko veliko stori. Do zdaj je veliko sredstev, kar veliko milijonov bilo namenjeno tudi promociji Slovenije za turizem in jaz verjamem, da bo minister Počivalšek in da bomo drugi še naprej to spodbujali. Politika aktivnega zaposlovanja in podobno. To je zelo pomembno, socialni ukrep, ki prinaša seveda spet gospodarsko rast in tako naprej. Se pravi, to so tisti potenciali, kjer lahko sami, pa tudi zgradnjo elektrarn, vseh teh infrastrukturnih in drugih projektov, pripeljamo Slovenijo do tega, da bo ta rast stabilna,
in da bomo lažje kros pretresom, ki se bodo zagotovo dogajali tu in tam po svetu. In lahko bi še dlje govoril, ampak to nekako bistveno presega naš obisk tukaj v regiji. Jaz sem zelo tudi vesel, ko slišim te ideje o krožnem gospodarstvu. Veste, da naša vlada tudi s pomočjo državnega sekretarja Slapnika in mnogih ministrov in drugih je ena izmed redkih vlad v Evropi, ki se direktno, neposredno, torej kot vlada, vključuje v aktivno politiko krožnega gospodarstva na evropski ravni. Smo med nekaj vodilnimi državami ta hip na konceptualni, pa tudi že praktični ravni. Organizirali bomo celo posvet na evropski ravni naslednje leto v Sloveniji, v Ljubljani in Mariboru, se pravi tudi, da malo kombiniramo okolja in tako naprej. In krožno gospodarstvo je perspektiva, v to sem globoko prepričan, vaše regije in Slovenije kot celote. In seveda, če zaključim, da ne bom predolg, najprej se ne še nekoliko pošalim, prej je bila neka diskusija o moških in ženskah. Ne vem, če vsi veste, ampak naša vlada ima polovico ministrov ženskega, polovico moškega spola. To je prva vlada v Sloveniji, ki že kar 3 leta, odkar obstaja, ima to ravnovesje. Samo za nekaj mesecev je bilo porušeno. In jaz moram priznati, da je to ravnovesje dobro. Ni vse od tega odvisno, seveda smo tako moški kot ženske lahko uspešni ali pa kdaj tudi storimo napake, ampak moram zagotoviti, da ta kombinacija moškega in ženskega elementa je koristna. Jaz verjamem, da vsi elementi so potrebni, mladi, starejši, ne, in drugi. Jaz samo verjamem v to, da, kot sem rekel in s tem bi zaključil, da moramo vse lastne potencijale izkoristiti in Sloveniji, verjemite mi, poleg teh krasnih naravnih danosti, tudi nekaterih posebnih, a ne, kot so les, voda, veter in podobno, poleg kulturne dediščine ostalega, smo največji in seveda geografske lege, smo največji potencijal ljudje. V to res iskreno verjamem in ta vlada je in bo podpirala prav to, da se ljudje polno aktiviramo, kajti če bomo mi izkoristili vse, kar vemo in znamo, potem me za Slovenijo ni strah. Hvala še enkrat za ta dober sprejem v vaši regiji, za konstruktivno veliko diskusijo na vseh ravneh in ne bomo seveda pozabili na vas tudi v prihodnje, ne bomo sodelovali. Hvala lepa.